Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v mesecu Vinotoku, ki se že nagiba v zadnjo tretjino. Oktober zaznamuje tudi srečanja starejših, Evropski dan oživljanja, mesec požarne varnosti in 60-letnico delovanja Gasilske zveze Slovenska Bistrica. V zadnjih dneh pa tudi nepregledne kolone tistih, ki bežijo z vojnih območij in iščejo boljše in bolj varno življenje v Evropi. Je pa to tudi mesec tako imenovanih krompirjevih počitnic, ki se jih najbolj veselijo učenci in dijaki. Nekaj tega smo uvrstili tudi v informativno oddajo tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Kako pomagati pri nenadnem srčnem zastoju? Po enem letu ponovno srečanja starejših iz krajevne skupnosti Pohorskega odreda in Impola. V začetku tedna je Slovenija Bistriška gasilska zveza prikazala reševanje in zaščito ob nenadnem dogodku. Tudi na Pragerskem bodo uredili sprejemni center za begunce. Ministrstvo za notranje zadeve je v torek 20. oktobra občino Slovenska Bistrica obvestilo, da bo namestitveni center v strelskem centru Gaj. Zato je slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar še za isti dan sklical izredno sejo občinskega sveta. Namen te seje je bil na eni strani seveda seznaniti nas vse skupaj z informacijo, kar zadeva državne ravnine, ker je treba povedati, da, ker to bilo prej izpostavljeno, ta center je bil ponujen strani lastnika tega centra, ne strani nas. Mi smo bili obveščeni tik pred zdajci šele in so pač takoj reagirali. Res pa je, da smo se mi, kot sem že zadnjič povedal, že pred enim mesecem ekipirali operativno znotraj te skupine, ker smo nekaj takega glede na razvoj dogodkov seveda pričakovali. Zdaj po drugi strani gre tudi za to, in to je že treba povedati, da gre tudi za nekatera opozorila, predvsem tistim, ki bodo te stvari prenesli na državni vrh, ker stvari se dogajajo in se bojo dogajale, in tudi ne gre v to, da bi mi kakorkoli dvomili v policijo. Mi imamo absolutno popolno zaupanje, ne samo glede na to, kar se lahko zgodi. Jaz upam, da se ne bo, in jaz upam, da bojo se stvari toliko umerile, da mogoče sploh ne bo potrebno aktivirati tega našega centra, kot je bilo povedano, vendar nisem prepričan, da bo to čisto tako. Gre za to, da ima pač tudi policija in vsi druge omejene kapacitete, to smo danes slišali. In kar se nas tiče, jaz lahko samo rečem, da imamo zelo dobro sodelovanje s policijo tudi v vseh drugih primerih, tako da tu v tem smislu ni nobenega dvoma. Samo gre za to, da verjetno v tem smislu, če bo prišlo res do nekega, ker to pa treba povedati, ta pot je bila seveda preusmerjena, koridor je bil preusmerjen preko Slovenije in preko Slovenije poteka trenutno verjetno edini koridor. Dejstvo je dejstvo. In sicer bomo videli, kako se bodo ti tokovi nadaljevali oziroma krepili, pa ne smemo se čuditi, če bo prišlo seveda do povečanega obsega. Tu si ne delati iluzij, če se drugi ne zavedajo, mi pa se. In zato smo se tudi že pred mesecem organizirali na tistem nivoju, kot se je bilo možno organizirati. Več ne. Zdaj pa, tu sta še bila sva spostavljena dva pa trije vidiki. Zdaj ena stvar je to, da pač se apelira na spostavitev sprejemnega centra, mi imamo tudi tako informacijo. Druga stvar je to, da gre za ta varnostni vidik, tega se treba zavedati, absolutno. Tu ne zanemarja tega, ker je tudi širše, ne samo vezano na to. In je vezano torej na ta občutek varnosti seveda na to, da pač, kot ste že sami rekli, ne bodo ti tokovi kontrolirani. Zdaj, če so kontrolirane, je verjetno bistveno lažje. No in še ena stvar je nekaj, mi smo slišali, kar se stroškov tiče, da so seveda tu še drugi resursi, kar zadeva te stroškov, da bodo te stvari seveda vse financirane. Zdaj, če bojo seveda financirane lastnikom, ki so ponudili, pa jaz pričakujem, da bodo tudi občina, pa vsi tisti, ki na občinskem nivoju delujejo, različne službe, pa torej občinski uporabniki deležni, torej povrnite teh stroškov. Na seji so okoliščine v zvezi z ureditvijo sprejemnega centra na Pragerskem pojasnjevali Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, magister Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge in Daniel Lorbek, direktor policijske uprave Maribor. In zakaj so izbrali ravno strelski center Gaj na Pragerskem? No in ena izmed aktivnosti naše operativne skupine je tudi vzpostavljanje teh logističnih kapacitet oziroma možnosti za nastanitev migrantov, ki pač prihajajo
Veste, da je za vidik potreba zagotavljanja varnosti potrebno na nek način zagotoviti kontrolo nad njimi, jih postaviti nekam, no in taki sprejemni centri, kasneje pa nastanitveni centri nam to omogočajo. To je odgovor na tak problem, ki se nam je zdaj pojavil v teh dneh. Ni nenapovedan. Veste, da smo te centre pripravljali že kar nekaj časa prej. Pričakovali smo, da se bo v bistvu ta tok preusmeril, ko bo začela Madžarska zapirati meje. Zdaj, če lahko govorimo o samih sprejemnih centrih, ločimo dva tipa. Eden je pač ta za registracijo, to je zato, da v bistvu spostavimo kontrolo nad tem, kje ljudje prihajajo oziroma kam potem odhajajo. Drugi pa je nastanitveni. Na pomoč beguncom.si, tako kot smo prej že na seji povedali, so vse izčrpne informacije. Od azilnega postopka do tega, kje so te nastanitveni centri, veliko jih je po Sloveniji. No, med drugim moram reči tako, da iščemo zdaj bolj kapacitete, ki omogočajo nastanitev tudi v zimskem času. Veste, da je danes ponoči hladno, da je treba za te otroke, nekateri so že sedaj premlaženi, bolani, poskrbeti, nudimo jim zdravstveno oskrbo, seveda pa jim moramo zagotoviti tudi neko normalno bivanje. Zdaj sprašujete me konkretno, zakaj je ravno ta center primeren. Pristojne službe so v bistvu na nek način dobile ponudbo, možnost, da bi tukaj organizirali to zadevo, ker tukaj v širši okolici pač nimamo nekega centra, kjer bi v primeru potrebe lahko nastanili, se pravi, da bi ljudi, begunce umaknili iz ceste, jih nastanili nekam v nek center in jih imeli pod kontrolo, smo se odločili, da to zadevo pogledamo. Pogovori so v teku, danes smo podali pojasnila, kako te stvari potekajo, tako da bomo videli. In koliko ljudi bi lahko sprejeli v tem centru? Glede na kapaciteto in na velikost strokovne službe ocenjujejo, da bi tam nekje okoli 500 ljudi lahko tukaj namestili. Je pa seveda še vse odvisno od tega, kakšna bo potreba. Sem že prej povedal na seji, da imamo v bistvu recimo še 8 takih objektov podobnih, take kapacitete, ki pa so še prazni. Ampak vedno pravim, je treba biti pripravljen na najhujše in vzpostavljanje rezervnih lokacij je eden izmed ciljev za reševanje problemov, ki se bi lahko kasneje pojavili. Da bo jasno, je pogodba za ureditev tega centra že podpisana ali ni? Usklajujejo se še neke določbe, usklajujejo se v bistvu med lastnikom in našo službo za logistiko podrobnosti. Kolikor sem informiran, so se postavile še neke dodatne zahteve po plačilu, ampak jaz bi prepustil te stvari tistim, ki usklajujejo to pogodbo. Se pravim, razširijo se različne informacije, zato smo se tudi na povabilo župana, da pridemo na to sejo z veseljem odzvali in upam, da smo konkretno pojasnili, kakšna je situacija, kaj se dogaja, kakšni so ukrepi. Z informacijo se v bistvu prepreči te dezinformacije. Pri ureditvi centra na Pragerskem sodeluje tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na Pragerskem smo se danes z županom že pogovarjali, tudi kot je sam na seji omenil, so že pravočasno, že mesec dni prej, že postavili eno vodstvo, ki bi se ukvarjalo z to migrantsko problematiko. Sedaj se samo priključil v ta sistem, ki smo ga postavili na ravni države za vse nastanitvene centre in sprejemne centre. To pomeni jasna, nedvomna struktura od vodje centra, namestnika vodje centra, predstavnika filantropije, predstavnika občine, predstavnika Rdečega križa, Karitasa, zdravstva, centra za socialno delo, da pravzaprav zajamemo vse potrebe, ki bi se lahko pojavile, ali pa vse probleme, ki bi se lahko pojavili v takšnem centru. Na občini Slovenska Bistrica so zaradi begunske problematike že pred časom oblikovali posebno operativno skupino, tako da jih načrti z ureditvijo centra na Pragerskem niso presenetili. Danes ta komisija, ki je bila ustanovljena, je šla pogledati ta zbirni center oziroma namestitveni center. So bili predstavniki zaščite reševanja iz Uprave zaščite Republike Slovenije, tako da v bistvu zdaj so tisti osnovni postopki vzpostavitve teh osnovnih pogojev za začetek delovanja tega centra. To pomeni v bistvu namestitev teh ležišč, zagotovitev primernih prostorov in pa seveda ustreznih toaletnih prostorov. Skratka, pripravite se za obe možnosti. Je v bistvu za obe, sicer je to bolj stvar policije, potem, ker je tu pri policijski zadevi razlika, ampak se pripravljamo seveda za obe dve. Čeprav je bila izredna seja občinskega sveta le informativnega značaja, so svetniki zavzeli stališče, naj bo center na Pragerskem le sprejemni in ne nastanitveni. Poleg tega od države pričakujejo, da bo poskrbela, da ne bo prišlo do nekontroliranega gibanja migrantov po krajevni skupnosti Pragersko Gaj.
rubriki Lokalne novice boste kaj več izvedeli o srečanju starejših, o vaji zaščite in reševanja ter o oživljanju ob nenadnem zastoju srca. Evropa vsako leto 16. oktobra obeležuje Evropski dan oživljanja, ki poteka pod sloganom Vaše roke lahko rešijo več življenj. Nenaden srčni zastoj je namreč eden izmed vodilnih vzrokov smrti v razvitih državah. Tudi v Sloveniji vsako leto srčni zastoj doživi okoli 1600 ljudi. V sklopu kampanje ob Evropskem dnevu oživljanja so minuli petek v naši državi potekali številni dogodki, namenjeni ozaveščanju o pomenu oživljanja ter širjenju znanja temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. K projektu je pristopila tudi reševalna služba zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Ker je to vseslovenski projekt, smo se povezali z tem slovenskim združenjem za oživljanje. Obrnili smo se na njih, da so nam priskrbeli material, potem sami smo si določili datum. Datum smo določili ravno na današnji dan, 16. oktober, ki je Evropski dan oživljanja. Ljudem hočemo pokazati in približati, kaj delati v teh stresnih situacijah. Zaradi tega, ker vemo, takrat zavlada panika in hočemo pa ljudem pokazati, da ostanejo mirni, da se približajo žrtvi in da pomagajo, da pravilno odreagirajo in da na koncu koncev tudi te stvari, ki jih prikazujemo, samo oživljanje in uporaba AED oziroma avtomatskega elektrodefibrilatorja ni neki bav in da je to delo popolnoma varno. In kaj je najbolj pomembno pri postopkih oživljanja, poleg tega, kar ste seveda že povedali? Najbolj pomembno je, da mi prepoznamo, kdaj je človek potreben oziroma kdaj je ta žrtev potrebna, da jo začnemo oživljati. Ko pride do nekega dogodka, ko se nekdo zgrudi pred vami, vedno pristopite od spredaj do njega, ga primete na rahlo za glavo in potresete z roko. Gospod, kaj se je zgodilo? Če vam ta žrtev ne odgovori, se sklonite z ušesom na njegova usta, rahlo zvrnete glavo in poslušate, čutite, gledate, če človek diha. Z očmi opazujete prsni koš, če se dviguje, z ušesom poslušate, z lici pa čutite izdihan zrak, če bi ta človek dihal. Če človek ne diha, takoj sklepamo, da je človek v srčnem zastoju. Temu človeku je treba takoj pomagati. Pomagamo mu tako, da mu razgalimo prsni koš in začnemo z oživljanjem. Pokličemo nekoga, pomagajte in ta človek vam pride pomagati. Povete mu, človek ne diha, je verjetno v srčnem zastoju, naj pokliče 112, vi pa začnete z oživljanjem. Oživljate tako, prsni koš si razdelite na polovico, položite dominantno roko na sredino pacientovega prsnega koša, prekrižate z prsti in začnete z oživljanjem. In masirate. Ko vam prinesejo avtomatski elektrodefibrilator ali AED, takoj nalepite nalepke. Na nalepkah je označeno, kam sodi katera nalepka. Ta gre na zgornjo desno stran prstnega koša, ta pa na spodnjo levo stran prstnega koša. Nalepite nalepke, prižgete defibrilator in nadaljujete z oživljanjem. Sedaj vas bo defibrilator sam opozoril, kaj je potrebno početi. Defibrilator je rekel, umaknite se, vi se umaknete. On analizira, kaj se dogaja z pacientom. Evo, začnemo oživljati, defibrilator se polni. Sedaj analiziram, umaknite se.
Umaknite se. Evo, sedaj je dal navodilo za vklop defibrilatorja. Pričnite z oživljanjem. Evo, sprožite šok in nadaljujete takoj z oživljanjem. In oživljate naprej. Pomembno pri defibrilaciji je samo to, da se v tistem trenutku pacienta ne dotikate. Defibrilator se sam ne sproži, ampak ga vedno morate sprožiti vi. Evo. In to izvajate 2 minuti, dokler se defibrilator ponovno ne vklopi za analizo. Povejte še ob koncu, kakšno pa je zanimanje ljudi tukaj ob vašem prikazu? Ljudje hodijo v navalih, potem prije, ko se naenkrat zbere 5-6 ljudi okrog, poslušajo, gledajo. Danes smo nekje približno 50 ljudem pokazali te postopke oživljanja in mislim, da če smo pri 50 dosegli vsaj neki delni namen, smo že naredili veliki uspeh. Pretekli četrtek in petek je bilo nadvse slovesno v slovenjebistriški restavraciji Sodexo, kjer sta krajevni skupnosti Pohorskega odreda in Impola v sodelovanju s prostovoljci Rdečega križa pripravili srečanje starejših. Srečanja so tradicionalno, nanj pa vsako leto povabijo občane, ki so dopolnili 70 in več let. Najprej so se v četrtek, 15. oktobra, srečali starejši iz krajevne skupnosti Pohorskega odreda. Vse navzoče je nagovoril predsednik Ludvik Repolusk. Moderatorka je prej navedla, da nas je na območju krajevne skupnosti Pohorski odred, ki po kvadraturi ni največja, je pa najmočnejša po številu prebivalcev in prebivalk. Zadnji podatki kažejo 3950, krajank in krajanov približujemo se številki 4000, tako da mislim, da glede na baby boom, ki ga doživljamo zadnji 2-3 leta, da nam to kar nekaj pomeni, da Slovenci enostavno ne bomo izumrli. Drugo, kar bi želel povedati, jaz vam razlagal o problemih ne bom, ki se srečujemo v krajevni skupnosti. Imamo pa 2 veliki želji, ki se trudimo že za prvo 5 let, to je urejenost infrastrukture komunalne med stanovanjskimi bloki Partizanska in Tomšičeva. Obljubljeno je bilo za leto, zdaj pač zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bomo poskušali to realizirati drugo leto. Še mogoče bolj zaskrbljujoče pa je, da nismo uspeli, pa zopet zaradi finančnih sredstev, urediti hodnika za pešce od doma, enote Jožeta Potrča, doma starejših do Tomšičeve, da bi lahko naši gibalno omejeni uporabniki, obiskovalci in ne nazadnje vsi ostali lahko uporabljali ta hodnik ali pa pločnik, če želite, varno, ne pa da se morajo, da so prisiljeni uporabljati vozišče kot svojo površino. Še nekaj v tej zvezi, pogrešamo tudi obvestilne table, kje se enota doma nahaja, tudi v tej zvezi se že trudimo od lanskega junija. Elaborati so, baje, da so šli v pripravo. Jaz upam, da pred obletnico 1.12. letos, da bomo vsaj uspeli še te obvestilne table namestiti, namreč ljudje po Tirgotu, pa ne vem, kje vse iščejo to enoto doma starejših, kar pa ni v ponos, niti ne bi smelo biti ponos niti občini, še manj pa tudi nam, ki ta trenutek delujemo v krajevni skupnosti. Sredstva, kot sem vam povedal, so omejena, trudimo se z tistimi manjšimi, bom rekel, denarnimi vložki zagotavljati ta obstoječi standard in kvaliteto bivanja. Vemo pa, da je tako na območju krajevne skupnosti skupaj z Spodnjo Ložnico, kot je že bilo povedano, da je to naše območje, še problemov, ki jih pa bo potrebno v nadaljevanju načrtno in pa seveda od začetka do konca, ne da bomo imeli več projektov, ki pa bodo potem na koncu nedokončani. Rajši manj projektov, pa tisti naj bodo celoviti in dokončani. Med nami bi pozdravil najstarejšo našo krajanko v imenu krajevne skupnosti, gospo Daro Ojcinger.
In pa našega najstarejšega prisotnega občana, to je pa gospod Matjašec Štefan. Dobrodošel. Za konec mogoče še samo nekaj. Apeliram na vse vas, poglejte na vašega soseda. Poglejte na sosede v stanovanjskih blokih. Namreč dogaja se, da mi, stanovalci, ne vemo, ko posameznega našega krajana ali pa krajanke nekaj dni ne vidimo. In šele potem, ko vidimo policijo, gasilce in reševalno službo, ugotovimo, da je že ta naš sosed nekaj dni pokojen. Zato apeliram na vse skupaj, dajmo pogledati drug na drugega, pa dajmo si med seboj pomagati. Hvala. Sledil je kulturni program in prigrizek. Vmes pa pomenek s prijateljem, sosedom, saj se mnogi srečajo le ob takih priložnostih. Naslednji dan, 16. oktobra, so se v restavraciji Sodexo zbrali povabljeni iz krajevne skupnosti Impol. Tudi njih je nagovoril predsednik sveta krajevne skupnosti. Čast mi je in veselje, da vas lahko pozdravim v imenu sveta krajevne skupnosti Impol in pa vsem pozdrav tudi tistim, ki danes zaradi bolezni ali bilo kakšne odsotnosti ne morejo biti prisotni. Moje sogovornice so že povedale ogromno tega, kar bi danes naj bilo. Zahvalili bi se tudi mi, gostiteljem Sodexo in pa vsekakor organizatorkam, ki organizirajo to srečanje. Vsekakor je pa to danes, po mojem mišljenju, manjka en kos mladine, da bi ti mladi lahko bili med vami, da bi iz vas potegnili in poslušali dogodivščine, ki so se vam dogajale, ko ste vi bili mladi, stvari in pa dejstva, ki jih bomo, ko vas ne bo več, pozabili. Nobeden si jih ne bo več zapomnil, ker nobeden ne bo več vedel, kar je bilo. Da je res, da je srečanje priložnost, ki obuja spomine in ta priložnost je tudi za vas, da se boste v enem letu, kar je minilo od lanskega do letošnjega, spomnili, povedali eden drugemu dogodivščine, anekdote, ki bojo šle pol tudi vnaprej. Vsekakor resno lepo je, da je čim večje število starejših, ki se med nami in mi med vami dobro počutimo in pa vsekakor vam kličem z željo nasvidenje naslednje leto. Ponovno kulturni program, veselje ob poslušanju glasbe, stiski rok prijateljev, znancev in trenutki sreče ob zavedanju, da nisi sam, za kar so zaslužni tudi prostovoljci in prostovoljke Rdečega križa in drugi, ki jim je mar za sočloveka. V ponedeljek 19. oktobra, natančno ob 14. uri, je počilo pred občinsko zgradbo v Slovenski Bistrici in v okolici nekdanje osnovne šole v Vošnjakovi ulici. Šlo je za eksplozijo nenadnega izvora, porušilo se je nekaj objektov, ogenj je zajel tudi krošnje dreves v bližnjem parku in podrta drevesa. V občinski zgradbi pokličajo 112. Regijski center za obveščanje aktivira reševalne in gasilske enote. V občinski zgradbi se prične evakuacija zaposlenih.
Na kraj dogodka prispe 13 gasilskih društev iz Slovenske Bistrice, Oplotnice, Poljčan in Makol, civilna zaščita, ekipe prve pomoči in društvo reševalnih psov Maribor. Pričenja se reševanje iz objektov, reševanje zasutih, nudenje prve pomoči. Reševalci uporabijo razpoložljiva gasilska vozila ter zaščitno opremo in tehniko. Tokrat ni šlo zares, bila je le vaja, v kateri so sodelovali vsi, ki so zadolženi za zaščito in reševanje ljudi in objektov. Je namreč mesec požarne varnosti, pa tudi 60-letnica delovanja Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs, brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, k frizerju, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 15 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 goljufiji in 2 drugi kaznivi dejanji. Lukanja. Nekdo je vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel več predmetov, s tem pa lastnika oškodoval za najmanj 400 evrov. Spodnje Prebokovje. Neznani storilec je z dvorišča namerno potisnil osebni avtomobil, ki je nato po klancu navzdol trčil v objekt. Škoda je za 500 evrov. Slovenska Bistrica. Nekdo je namerno poškodoval osebni avtomobil, škoda je za najmanj 400 evrov. Namerno je bil poškodovan tudi drugi osebni avto, lastnik pa oškodovan za najmanj 1000 evrov. Zgornja Bistrica. Neznani nepridiprav je vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel nekaj predmetov, škode pa je za najmanj 500 evrov. V drugem primeru pa vlomilcu ni uspelo vlomiti, kljub vsemu je nastala škoda v višini 800 evrov. V tretjem primeru pa je storilca ob poskusu vloma pregnala alarmna naprava, lastnik pa je oškodovan za 500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč, podali en obdolžilni predlog in izdali 42 plačilnih nalogov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 10-krat, sprejeli pa tudi mobilni telefon, ki ga je našel neki občan. Spoštovani, oddaja se je iztekla, tako kot se polagoma iztekajo topli dnevi. Upajmo, da bo sonce še tu in tam pokukalo izza oblakov, saj bodo tako krompirjeve počitnice še lepše. Pa srečno vsem, ki se naslednji teden morda s svojimi otroki odpravljate kam na lepše, pa tudi tistim, ki boste ostali doma.